Ja, moram reči, da sem letos pričel izbora, ki je bil, bi tako rekel, vsak bi si zaslužil, da bi bil gazela regijska. Seveda smo pa neizmerno veseli, da je na koncu tudi nam družba naša ožja slovenska tudi prizna to, kar nam priznavajo že dolgo časa naši kupci pa partnerji po svetu. Ja, napredujemo tudi letos. Moram reči, da bomo imeli letos spet najboljše leto. Vsako leto nam zaenkrat uspeva kar dober korak naprej narediti. Premagujemo konkurenco, vedno smo korak pred konkurenco, zato smo tudi korak pred problemi. In letos računamo, da bomo imeli rast med 15 in 20%. Tako da tudi celotni rezultat bo tudi boljši. Ja, ne vem, ker nisem spremljal natančno podatkov o teh nominirancih, kako so težki. Ampak nam ni zdaj, bi rekel, osnovni cilj, da bi radi bili zlata gazela ali pa srebrna. Pa se mi zdi pomembno, da lahko v tem primeru, v tej priložnosti nekako, bi rekel, v ta Evropi, v slovenski prostor, damo ena sporočila, ki so malo drugačna od tistih, ki se zelo pogosto zdaj po medijih vrtijo, zlasti ta črnogledost. In da obstaja tudi druga Slovenija, ki drugače dela, ki drugače razmišlja in ki zna pot, da se da tudi v težkih časih dobro napredovati. Jaz mislim, da je to zelo pomembno ne samo za naš ožji krog, za moje sodelavce na Ljubnem, pa te krajane, ampak tudi za širši slovenski prostor, da ni potrebno, da je tujec lastnik, pa se lahko dobri rezultati dosegajo, da se to da z domačimi, svojimi ljudmi doseči. To potem dviga samozavest ljudi in to je zelo pomembno, pa to vključevanje mladih, ki jim dajemo priložnost. Jaz mislim, da mladi morajo obvezno v mladih letih malo vstopiti na to pot, da si sami zaslužijo, ker tudi njim to dviga samozavest. In mi damo ogromno teh priložnosti. Mi imamo 30 študentov pa dijakov vsako leto na praksi. Mi se zelo pomlajujemo in moram reči, da nimamo nobenih problemov z pridobivanjem novih delavcev. Čeprav imamo kar visoke zahteve strokovne in čeprav ne dobimo tako strokovnih usposobljenih iz šol, ampak jih pa nas usposobljamo, pa smo zelo zadovoljni s tem, kar dosegamo. Seveda stvari niso idealne, ampak je treba biti potrpežljiv, tako kot pri vsaki stvari, tudi pri teh zadevah, pa vztrajni, potem napredek pride, rezultat pride. Tako kot je rekel Martin Kojc, če se nekaj zelo želiš, potem vso stvarstvo teži k temu, da dosežeš cilj. Jaz sem prej namenoma malo več o tem spregovoril, kaj mislim jaz osebno, kaj je družbena odgovornost. To, da včasih, ko nam gre dobro, da tudi delimo z drugimi, se mi zdi nekaj popolnoma normalnega. Naše podjetje ni sicer podjetje, ki bi si s tem ustvarjalo neko ime na trgu, zaradi katerega bi lahko povečevali prodajo. Moram reči, mi tega ne rabimo, mi si lahko prodajo povečujemo samo z veliko kakovostjo izdelkov in veliko zanesljivostjo. Ampak nam je pa to pomembno in v našem okolju, v Zgornji Savinjski dolini, podpiramo zlasti tiste dejavnosti, kjer je prisoten voluntarizem, rečemo, to so gasilci, vse gasilce, po naši noben gasilski še praznik od nas, kulturna društva, tudi nekatere športna društva, Zgornje Savinjsko godbo. Vsako leto pa doniramo nekaj tudi za nekaj večjega. Donirali smo za CT aparat v bolnici Topolšica, lansko leto smo kupili defibrilator za gasilsko društvo v Radmirju, letos doniramo za Celjsko bolnico, za sofinanciranje stroškov posegov, teh robotiziranih posegov za operacijo prostate, ki so zelo dragi
in rabijo dodatna sredstva, da imajo dostop do teh operacij tudi ljudje, ki nimajo visokih dohodkov. Namreč, ker do zdaj so morali za te operacije veliko, samo tisti, ki so želeli biti operirani, potem pa tudi velik znesek sami prispevali. No in ta namen bomo letos donirali 5000 evrov.